Kot podpredsednik stranke Modernega centra in seveda tudi v lastnem imenu želim čim prejšnje in čim boljše okrevanje Ahmedu Šamiju. Glede na spremenjene okoliščine upam in tudi verjamem, da se bo zanj našla ustrezna rešitev strani vseh pristojnih. Danes ta sestanek, ki je bil napovedan na stranki kot neki izredni vrh, ne obstaja, ga ni, je redna seja izvršnega odbora po naprej predvidenem dnevnem redu, ki je bil dogovorjen že prejšnji torek, zaradi tega seveda te zadeve ne moremo obravnavati. Vsekakor pa je to ena od zadev, ki so pomembne tudi za stranko Modernega centra in zame osebno. Hvala. Zdaj pravijo, da v tem trenutku poleg primera Ahmada Šami poteka še 15 takšnih predaj drugi članici Evropske unije, pa nobenega pompa, po vašem mnenju, kaj se dogaja? Prva stvar pri celotni zgodbi o Ahmadu je to, da moramo spoštovati pravno državo in pravila, ki morajo veljati za vse enako. In tukaj so pravila zelo jasno bila postavljena. Drugič, populistične in politikanske stvari ne pride v tem primeru, ne bi smeli priti poštev, ampak se je na to raven postavil žal tudi predsednik vlade in dodatno spodbudil kakšnekoli sume nelagodja tudi pri ostalih poslankah in poslancih v tem državnem zboru. In tretjič, potrebno je zagotavljati elemente pravičnosti, torej enake obravnave za vse ljudi v teh postopkih. In zdi se zelo krivično pa tudi do samega Ahmada, pa do javnosti, da se zdaj v tem primeru postavljamo na okope, da bi zaobšli v določenih primerih pravno državo, zakonodajo, da bi ugodili želje določenemu socialnemu krogu ljudi. Na drugi strani pa smo imeli tovrstne primere izročitve v preteklosti že, pa tudi jih bomo imeli v prihodnje, pa recimo politika se ni šla tovrstnih igric in tudi prav je, da se politika teh igric ne gre, ampak da odloči pravna stroka. Zdaj, tudi premier Cerar je uporabil dikcijo, da gre za izjemen primer, ampak kdo je naredil iz tega izjemen primer? A zakaj bi bil on izjemen primer? Izključno izjemen primer, v bistvu največ ga je naredil premier Cerar, ko se je postavil na dotično stran. Predsednik vlade, od njega se zlasti pričakuje, da uredi sistem, da ne bi prihajalo do tovrstnih anomalij, kakšna je prišla zdaj v povezavi z Ahmadom. Ampak da imamo mi zakonodajo, ki sama po sebi deluje in da se ne vključujemo politiki v tovrstne akcije, kajti škodujemo zlasti tem ljudem, ki pač so v procesu, v postopku. Zakaj bi bil Ahmad izreden primer? To morate pa predsednika vlade vprašati. Jaz bi z veseljem rad odgovoril, ampak mi ne moramo kar tako podeljevati posameznikom, da so zelo pomembni za to državo in zaradi tega potrebujejo posebno obravnavo. Do vseh moramo se obnašati enako in enakopravno. Ne vidim razloga, da bi bil Ahmad z vsem sočustvovanjem lahko izreden primer s svojimi kvalitetami, ki jih je do sedaj pokazal v 2 letih bivanja v Sloveniji.